pa bomo pa še tele 3, 2, 1 rekli, pa bo. 3, 2, 1 prežgano. Okay. Ja, no, The Crown je o angleški kraljevi družini in je res težko življenje imajo, čeprav res živijo na veliki nogi. Majhne denarnice, majhni problemi, velike denarnice, veliki problemi. Res, meni se kar malo smilja. No. Ja, pa še breme imperija nositi na svojih ramah. Ja, mislim, ni lahko, veš, ni to lahko, ne. Či se srota, ne bi šlo, kar kaj dal jim. Sej to jim že je. Sej jim, ja. Po mojem imajo oni prispevka več, kot za BBC. Zdaj so BBC rekli, da bojo... Samo v bistvu mende, da jim turizem, ki je povezan s kraljevo družino, pa vse skupaj, da jim vrže neto več, kakor dajo kakor dejansko davkoplačevalskega denarja. Gre za kraljevo družino. A res, ali kaj? Tako da, ja, mende, da so to take številke, ki folk Roma, ne, pa čeprav to, da spominki, pa vse skupaj. Mislim, so nekak nek artefakt, ki ga hodijo gledati, pač sicer še živ, ne? Ki ga hodijo pač ljudje z celega sveta gledati, najbrž si tudi ti, kakšno stražo že tam počakal, da so jo zamanali ali karkoli. Ja, veš, da smo ampak smo šli pa mem. Ja, mislim, kaj je bil pap, je bil na koncu ulice. Ki boš pa sigurno počakal stražo. No? Absolutno, ja. absolutno. Konc, če greš tam, kaj sem stoji, je tudi zabavam pogledati, veš. Ja, tudi, ja, seveda. Ja, ampak je res tisti lep prizor, se naredijo cel šov, veš, mislim. Ja, valjda ne. Lej, stari pap je bil blizu. Mi smo šli sej pravim. Pa mislim, da smo šli večkrat, pa zmer je bil pap blizu. Nega zveda. Tako da nismo šli samo enkrat. Mislim, večkrat smo šli pogledati Buckinghamsko, pa če je kraljica tam, ampak pa smo pa tudi hitro ugotovili, da je ni, pa da ni straže, pa da je pap blizu. Ja, mislim, Ben ni čakal, no. Kadar smo šli, Ben ni čakal tiste zamenjava straže, to je res. Naslednjič pa mogoče. Ne. Sicer mislim, da bo pa blizu, ampak v redu. Zdaj na otok zanimiv, kaj je bilo tako. Ja. Zdaj še mogoče lažje počakal. Pizda. Kaj pa če kakšen ta... Brez alkohol, ale si naročil ali kaj? Ne, da bi si dal, da bi si kakšnega ta plavga dal, veš, pizda. Za več kot 1000 kilometrov od doma, ali to je London? Ja. Več kot 500, ajde, v redu. No, da je ti še stilam nariš, pa bomo pol povedali. No. Ja. Ne, sam je več. Ko smo bližji z Bruža, ko smo štartali tiset na ni, nekih 1300 ali nekaj tazga. Ja. No, se pravi, spomnim. No, 10 ur z avtom, no, tako bom rekel. No. A tako, kot ta planinska, da ni greha na 2000 metri pa to. Ja, no, se pa veš. Ja, tam pa lahko. A me ubilo da enkrat, ne vem. To zaprobati. Definitivno ne. Ja, no, se je to. V redu, dej, pejmo mi rajš na avizo. Zdravo, to je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In tudi o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Naročite se na naš podcast, da bomo avtomagično v vašem predvajalniku ali predvajalci podcastov. Kako vam povemo na hvalozaseribe.si. V bistvu ne, zato ker povemo samo, kje so te linki. Ampak dobro, že to je dost. Z malo dedukcije v stilu Sherlocka Holmesa boste tudi to vam boratali. Sigurno. Tako da mi pa pojmo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Pejmo. Ja, Pejmo. Časovne preskoke. Časovna potovanja. Pa Edix. Ja. Edix je bil cool. Edix je top. Sam je zanimivo, da kako mi, a veš, kar poenotimo, a veš, da to ni korekturni lak, ampak je Edix. Tako, kot včasih je bil mobitel, ni bil mobilni telefon. Ne. Sej še zdaj. Ja, itak. Veš, mislim, mobitel piše, da imamo nov mobitel, Telekom zdaj piše, da imamo nov mobitel. Tako, ne bomo, ker to je samo reklama. Pejte stran od mobitela, ki podpirajo une tovarne sovraštva. Ja. Adio mobitel, Telekom. Banda pokvarjena, tu je Benti. Tu je Benti.
V glavnem nehimo s tem telekom. Opozorilo za kvarnik. Lahko rečemo, da je v tem poglavju se pojavila katedrala sovraštva in to je to, pa gremo dam, ker tale je pa res. Ok, hvala lepa, z vami smo bili. Ali opeli in zi. Ja. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala, hvala za seribe Pikasi. Smo že v prejšnji začeli govoriti, kaj zdaj ekskivirati? Vse je bilo že prejšnji teden, da vse je redo. Ja, ne, sam ne vemo, veš, folk ne ve, a so to nacije, a kaj je zdaj to? A veš? Ne, a veš, folk ne ve, zdaj smo samo povedali, katedrala sovraštva, sam ne ve, a so nacije tukaj, a veš, kaj je ta katedrala? Je to Trstenjakova, ali kaj? Ja, to je gled. A veš, o čem govorimo? Glede na to, da je 88. epizoda, Ja, a misliš, da je to slučaj? Ja, po mojem ni slučajev, ni. Zato, ker, veš, 88 je tudi številka posajenih v spomin našega bivšega predsednika Josipa Broza Tita in teh drevoredov je po Sloveniji še pa još. Jaz vem, v Dravljah je en, v Šiški je en, v Domžalah je en, pa čak, kje sem ga še enega najdu. Čak ti to resno, ali kaj? A res? Resno, valjda. 88 ali 85 misliš? 88 je bil star. Čeprav, veš, mi ne vemo, koliko je bil Tito star. Ne, 88, sicer. Se ne vem, ja, se dejansko ne vemo. Mislim, ne vemo, ker pa je, kao je bilo, se je malo pomlajšal, ali kako je bilo. Ja, to je bilo govora, ja, zmeri. Se je malo. Ja. Mislim, tudi datum je bil ta 25. je bil PR-ovski, kako bi človek temu rekel. Ja, PR-ovski je bil, ja. Ja. Ja, mislim, služil je namenu, da pač se je mladina zbrala in da se je proslavljal lik in delo. Zdaj čakamo, kdaj bo objavili, da se je Janša na Božič rodil. Da, ne, po mojem se bo Janša tudi na pomlad predstavil, veš, če pride. Bo neki, definitivno bo neki. Da bo praznovanje, veš. Pa neki bo praznovanje. Nima on enkrat septembra, kdaj bo, ne vem. Ja, lahko pa, da bojo spinali to, da začetek šole, pa da bojo en vikend dal frej, da bojo otroci lahko mahali za stavcem. Lik in delo. Tudi možno, lik in delo. Tako, jaz mislim, da bo, ne, bo neki bo, pa mogoče bo kakšna bakla, ki okrožila tako okrog po Sloveniji. Pa take stvari, ja, veš. Sej, template je narejen, no, samo malo bolj posodoben. Luč miru. To. Ja, luč slovenstva in miru, tako bo. Ok, pojmo mi od teh tovarišev do Arturjevih tovarišev, ki jih ni. Ne? Artur se spet znajde. A ja, valjda, prejšnjič, ko smo jih srečali, so šli v teleporta, ne? Tako, so šli na WC. Na žurko, ne, v WC, ja, ok. Tako. Na žurko in v bistvu očitno je šel Artur malo po svoje. Ja, neki ta teleport je neki izvizno, ali pa neki bila neka okvara. Pa se pravijo, da teleporti niso glih zihar, veš. Ja, lej, mislim, že ta koncept, da te razstav na prav faktorje, pa te spet sestav iz prav faktorjev, ne? Sej to. Ja, pa ne bo pa še na ta pravo lokacijo, ne? Ja. Tako. Človek res preveč pričakuje. Mislim, če kdo gledal Muho, ne, kulten film iz 80-ih, vse vemo, kaj se je dogodilo, ne, lih s teleportom, ne. Pa če to... Ni bilo lušen. Sirijska sicer za bistromatično ladjo nismo nič zvedeli, ki je bila narejena, ne? Ja, ne, ni od sirijske, ker drugač bi izvedeli. Tako bi povedali. Ker to je oranžka mašina. No, ampak zgleda, da teleporte so pa le oni izdelali. Ja, to pa zihar. To pa zihar. Ker kdo dela teleporte? Sirijska korporacija. Valjda. Vsa prevozna sredstva, dvigala pa ne teleporte. Sej, it makes sense, ne? To se specializira. Zlatka srca tudi ni delala sirijska, ampak vrata pa... Komponente dela, ne? Ja, komponente dela, ne. To je tako, kot Revoz, pa ne, da dela komponente. Ne, se Revoz dela vse stvari. Se tudi dela, ne, kakšne stvari dela. Nič več ne dela. Ja, no, ok. V glavnem, no, Artur je sam to pustimo mi sirijsko. Tako, ok, ja, Artur je sam. Sirijska je zajebala, Artur je sam v temi je, ja. Artur ždi v temi, ne, in ni mu lih fajn, ne. Ja, malo ga je strah, malo študira, kje so zdaj ti slartivi beli roboti, ampak namesto njega pa pride nežen neonski napis, kjer piše prestrežen si. Ne. Ja. In Artur pač pravi, da je to je sam neumen privid moje domišljije, ne? In neonski napis se pa malo poheca z njim in napiše 3 pikce.
Ali misliš, da je bil to loading, sam šel tistem cajtom? Ne, to je bil tako, to je bil tisti, veš, da mu mal prpa začel delati. Ne. Tako. In pol zelo dolg odstavkov avtor opisuje, kaj se dogaja, ker je zelo dramatično, pejte brati, ampak v glavnem neonski napis napiše Artur Dent, pozdravljen. Sploh ne, nič se ne boj. Pazi se mi Artur Dent. V glavnem neonski napis je malo šizofren. Povedati moramo še, da je bila čista tema, ne? Sam ta neonski napis, čista tema. Se smo rekli, ja, ampak ja, čista tema. Veš, tam je res poudarek, da je res tema in tega je res strah. In da ga je res strah. Ne. To ga je strah, da so mu oči hotle skočiti iz jamcne. Ampak si ni bil najasen ali zato, da bolj videl, ali pa da bi šle kam drugam. Tam je res ratalo. Ene pare tukaj mu je res. Ene pare takih briljantnih, da je nora. Še zmeraj pa sam in se sprašuje, kdo je tam. Ne. Ja, in pa se pa zgodi. Ne. Tako. Artur zagleda neko grozljivo pošast in tle pa spet eno dobro prijavo avtor, ne, da je Artur zajavkal, ko se mu je koža pognala na eno stran, okostje pa na drugo, možgani pa se niso mogli odločiti, skozi katero uho naj uide. Ta je bilo. Ja, nisi lih dobro počutil. No? Da najde avtor se cajt še zabavati, mi je prav smešen. Ne. Ampak izkaže se, da je ta pošast v bistvu hologram muhe. Ne. Tako, ko je malo bližje prišel, je malo gotovo, da je to pač muha. Ne. Ja. In pol pa tudi gotovo, da je hologram. Ne. Ja, in pol muha, mu glas že spregovoriti. Ja, muha. Ja. Vprašaj ga v bistvu, če ga ne prepozna. Ne, kako že. To je to. Če ne veš, kdo sem. Ja. In pol se kregata, da Artur seveda ga ne prepozna, ker ne ve, kdo je. Ja. Ali se pa res dela dober. In potem buf in je zajček. Ja, točno, ja. In so zajčka spremenili, lepega puhastega zajčka. In pol, spet pa je v glas, se mi tle ne spomniš. In pol Artur valjda, da ne. In pol puf in je pupek. Ne, se mu je razložil, kaj je bilo z zajčkom. Ne? Tako je. In z muho je zajček. Razloži, da s tistim zajčkom, da si iz njegove kože takrat na zemlji naredil uno torbo, ki je imel za simpatične kamne. Mislim, da ga je pokončal in naredil torbo. In se še pojedel. Seveda, on je sam z jamce vam pogledal, puf, pa je preletel neki. Pa še kost ima v bradi, a veš? Si še za tako kost zabral. A veš, koga je šele potrl, nekaj videl, da Artur niti nima une, da bi imel vsaj uno torbico, ne? Ja, ampak je neka fake leopard. Fake leopard. Že, ne, a veš, se kar... Ja. Ne, mislim, fentaš me pa še nimaš moje, ki si za prej uporabil za torbico, zdaj pa še tega nimaš. Ta model je full besen, ne. Ampak Artur mu je hotel povedati, da v bistvu je imel uno torbico full red, pa pač mu nekako ni mogel, ker je vse, kar je lahko rekel, je bilo meni se zdi, da ali nekaj v tem stilu. Ja, ni še čist pršel seb po teleportu pa srečanju s temle. Ja, pa tudi vse torbice rad zgubi, da jih ne ve zakaj, tudi ne ve, od kje je prišla te leopardja, ampak... Ne, a veš kaj, skozi teleporte se mu spremenijo tudi, ne. Veš, takrat, ko v času potuje, če je na česar filski padel ven, je bila neka druga torbica. To je te torbice je imel avtor, ta joke s torbicami je imel dolg cajt premišljen. Nima sreče s torbicami. Ja, no, in pol se mu stvor le prikaže in pove, da mu je ime, da neki, če ni, kaže... Če ga ni on tokrat fentil, da njemu ni ime Agradžak. Agradžak. Meni se zdi tako dolg, veš, Agradžak, tako grozen, res. Ne. In pol še pove, da sta v katedrali sovraštva. Ja, ne, in ta katedrala sovraštva je bila res izdelek ne iztirjenega, ampak prekucnjenega umane. Tako da... To je bil res, to veliko pove. Res je bila velika, pa res je bila črna. Ne, res je bila grozna. Pa grozanska je bila.
Grozanska, ja. Res je bila grozanska. Ja. Ampak so bile pa v njej tudi ene zelo zanimive barve. Ker smo pa glih pri barvah, pa je na vrsti citat o barvah, ki ga bo tokrat prebrala Monika Lorber, znana kostumografinja, ki je naredila prek 600 reklam in celovečercev. Jagodni izbor njenega dela najdete na monikalorber.com. Je pa tudi modna oblikovalka. Tudi oblikovalka je. In če kdo vlada barve, je to ona. Tako da dajmo poslušati, kakšne barve so bile v Agradžagovi votlini. Kjer pa ni bila črna, ste si želeli, da bi bila. Kajti barve, s katerimi so bile poudarjene nekatere neizrekljive podrobnosti, so segale prek celega spektra vsiljene svetlobe od ultramozolične do inframoreče. Vmes pa so bile še žolčno-zelena, gangrensko-škrlatna, žgana hijena in cianidno-modra. Neizrekljive podrobnosti, ki so jih te barve poudarjale, so bili gargolji, ki bi spravili ob tek samega Francisa Bacona. Moniče, hvala lepa. Hvala lepa, res. Hvala. Ti sem kva ta Francis Bacon, tega nisem čištekel, jaz sem bolj šohov v teh. A ni bil on nek izumitelj, pa nek znanstvenik je bil, ali kva, Francis Bacon. Angleški filozof je bil. Ja, filozof pa še nek... vse, takrat vešitek so bili takrat vse. Razsvetljenci je bil, to. Razsvetljenci. Attorney General, Lord Chancellor of England. Vse je bil pa Developing Scientific Method. To. Developing Scientific Revolution. To. Tudi tisti časi, ki si bil vse. Zdaj si lahko sam avtomehanikar, pa nimaš... ali pa sam doktor, sam na medicini. Takrat so pa itak te, ki so se učili kar vse, pa vse so delali. Ja, takrat so bile stvari še nove, znanost je bila še mlada, pa je bilo to pač drugače. Ja, no, ampak v katedrali sovraštva imamo pa še ostale, kako se reče, nagrobnike. Nagrobniki so v bistvu to, ne. Ja, ampak je bilo specificirano, na vsakem nagrobniku je bilo napisano, kdo je bil, pa zraven so bili v bistvu malo marginalije zraven napisane, kaj se je zgodilo, oziroma... Tako za zabeleženje, kakšna grozna smrt se je zgodila. Ja, čakaj, kaj je bilo, ne vem, kaj je že bilo, kaj je bilo z enim, ki je bilo v bistvu čisto normalno napisano, da una riba, ki jo je pa frderbal, pa pustil pol na krožniku, pa je sploh pojedel ni, da tiste je bilo pa počrtan, pa klicaj zraven, pa ne vem kaj. Tako je, krvaveč križ, krava. Je bilo tudi... krava una, ki se je prišla sama ponuditi. Tako, krava se je sama... Ti si je bilo samo zabeležen. Tako. Ampak zanimivo, da je bil tisti tudi ta, čeprav je bila tako lepo vzgojena krava, je bil zgleda len... Agradžag noter. Tehnično je zaradi njega umrl, ali umrla. No, tehnično je zaradi njega umrla, oziroma umrl. Ja, pa ne sem tle predeljena krivda. Forda pa Zaphoda, ne. No, ja. Ker sta unedva sta bila čist napalana, se Arturju niti ne bi, on je rekel, da neka prođe, se ga unedva, a bi raj tako, ker noče biti ubita. V bistvu res, če ne bilo unih dveh, bi bila ena žrtev manj, ne. Ja, res je. Ja. Ampak, a si ti predstavljaš, kako se je res, zdaj, če je neko višje stvarstvo, kako se s tem Agradžagom poigrajo, da ga v bistvu reinkarnira v kravo, ki hoče biti pojedena, pa fuck no, No, ampak, pa če še višje stvarstvo, da ga zmeri eni ist fenta, zmeri zraven. Da je on ali glavni krivc največkrat, ali pa saj zraven. Kaj on umre. Ja. To se res vrhovni se res poigra, Ja, to je tisto. Nisem le, to je dokaz, da vrhovnega ni, ne. Ali pa da je vrhovni zelo sadist. Ali ima pa res slab smisel za šalo, ja. Ne moj, lej. Daj mi, da bi neki smešen. Za šalo, ja, mogoče to njemu smešen, Ja, lej, se mogoče ima sam six sense of humor, Ja, pa veš. Ja. Ampak, v bistvu je toksik, da je Agradžaga spremenil tudi v lonc petuni, bogi revež od Agradžaga, ne. Ja, vse smrti, ki so se dogajale okrog Arturja, ne. Ja, odkar se je knjiga začela. Je on kriv in je Agradžag zraven. Ponovadi unka trpi.
Mislim, trpi. Ja, in to je bil vse upodobljen v unmu kipu, ki je bil v bistvu z vsakim svojim dejanjem. Kip je vsa njegova dejanja ponazarjal. Glede, da je ta Agerjak bil tudi dost mravelj, ker vse v njegove noge so hodile več ali manj po mravljah. Ja, ena roka je ne vem kaj delala. Skrivenčena. Pač zelo... V glavnem res je bil grozen kip, menda za videti, no, da je res žalil unga, ki ga je predstavljal z vsako bitjo svojega kipa ustvarjal, kva ti temu rečeš. Čeprav, veš, taki pari mogo biti res dobro to narediti. Mislim, ja, veš, da to zaobjame. Karikaturista, veš, kad zaobjame une tvoje najbolj neke tvoje značilnosti in jih pač izpostav ven, ne? Ja, točno to, ja. Sem tukaj na morbidno zadevo. Ja, lej, tudi na to stran mora biti en dober, je bi ga. Ja, ne, mislim, tukaj glede na njega, mislim, da bi ga ta je zelo jetno. Človek zna, no, veš, tole raben narediti in naredi, ne. To je impresiv. V bistvu tak mal sprevržen Michelangelo je bil. Ampak, veš, ne, on bi verjetno rekel Agerjak. Sicer genij, ampak v drugo stran. Veš, ne, Agerjak mu je rekel, jaz bi tole bi rabil. No, po naročilu. Ja. Lej, to je treba občudovati, ne. Veš, umetnik je bil tukaj znano. Ja, to pa ja. No, ja, ampak pa že vidimo, da v bistvu Agerjak, mislim, že malo piše Agerjaga, in baje, da zgleda nek debel blazen netopir. Na to za blazen smo že nekako dojeli. To nam je že jasno, ampak zanimivo je, da ima tak v bistvu leteče bitje, ki ima pa v bistvu tako neverjetno zbirko zob, pa 3 oči, mislim. Pa ti se zobe so bili res nastreljeni noter, ne? Ja, pa refriziran sicer, ampak. Ja, da se izmajajo, da si je pol obraza skoraj porezal. Tako, ja. Ali pa da je kar pol govoril tudi. Oko, a veš, tako je. Bolj je bil razburjen, bolj se je poškodoval, razumem. Res je bil zgleda tako destruktivno bitje videti. V osnovi je imel, jaz ti povem, da je on tisti, ki smo zanj govorili, na samo izpolnjujoča preroka. On je že vnaprej vedel, da bo Artur prišel in on ga je klical nase, res ga je klical nase. Samo v bistvu res, evo, točno to je. Šel na tekmo kriketa, ne? Ja, točno to, veš. Kaj se ti pa lahko hudega zgodi? Mislim, zadnje telo je dubo, a veš, pred telesom maščevanja je zadnje telo dubo, ne? Izgledajo v človeški podobi, ne? A veš, pa mu je žena rekla, pa na hod na ta kriket, a veš, sem ti že to že takrat rekla, da to ni zate, ker imaš slab srce, ne. Prav, kaj se mi že na tem kriketu zgoditi, mislim, lepo te prosim, mislim, kriket je najbolj dolgočasen šport na svetu, mislim, kleve pa Janov kap zadela, mislim. Ne, preletiti on na Chesterfieldski zofi dol na uni griže in kaj, ja, Agerjaka spet položi, ne. Ja, lej, mislim. Ta je še hujše, kot on spet tudi. Ajde. Ja. Ja, mislim, res je Bogir že Agerjak, no. Ja, res je Bogir, mislim, tukaj nimamo kaj. Pa prijav, da je bil Artur tudi na Stravomuli beta, ne, in da tam se je umaknil enemu, ki je streljal na ne. In je bil Agerjaka, ki je bil pa odzad, ne. A veš, tle pa Artur malo čudno pogleda, ko mi prijav, da čak. Ne, jaz pa na Stravomuli beta še nisem bil ali kjerkoli, ne, a veš, ne. In pa pride do mal, loading error pri Agerjaku, ne. Pa gotovo, da ga je malo prehitro potegnil, ne. Ja, točno to. Preveč ga je klical k sebi, veš, ti sam, ko si prej rekel, ne, veš, preveč ga je klical k sebi, ne. In pa, Agerjak to ugotovi, ne. Ampak se vsem odloči, da ga pač, če že tlene, pač ga bo pa obal, ne. Ja, če malo prej, ne. The Vengeance. Ja, to je njegovo zadnja reinkarnacija, tako da stvari morajo biti narejene, ne. Nam je bila tudi kulka in na konc nekaj, a veš, kaj Artur imel pa še zmeram uno kuščico zajčjo je imel v bratje. Tisti je tudi tako lepo prešparal za vmes, a veš, za noter. To je bila tudi dobra, Ja, no in pol... Ja, Artur mu je ves čas v bistvu dopovedoval, da je šlo v bistvu kle ves čas za neka naključja, ne, in da... Ja, da ni nič kriv, ne, da je pač po nesreč, jebat ga, tam sem bil, po nesreč.
Ja, da nimata lepega, moj on rekel, da nimata v bistvu lepega razmerja, ne, da ga v bistvu kadarkoli ga sreča, ga hoče ubiti. Artur pa je govoril, pa ne, pa vse po nesreč, na ključe, s tem, nisem te hotel, ampak lej, se je zgodil. Ja. Ampak nekako ne, ni šlo. Ja, ne, Agardžak ne verjame, ne, veš, in je planu, ne, na anga. Ja, hotel ga ubiti, ne, hotel je plant na tizga. Se pravi, Agardžak je hotel plant na nek velik, sem kaj bi rekel, gumb ali karkoli, ne, da zdaj ga pa bo potamanil, ne. Ja. In na žrtvenik je vrgal glih njega, ne, spet. Tako. Agardžaka, ne. In ga je ruknil, ne. Ja. In spet mu reče, ja, spet si me ubal, ne. Ja, seveda, da ga je. Ja. In pač začne, mislim, še prej mu povedal, da bo celo tole goro ruknil v zrak. Ne. A, točno, ja. Kaj bo ruknil v zrak? Da Celo bo goro, goro, mislim, da bo ta ruknil v katedrala, zrak. ki je v gori, da bo Ja. vrgel v zrak. Ne. Ja. In Artur ni imel druge, da ne, proba najti izhod, ne, in seveda tudi je, ne. In ob tem odvrgu še zoprno torbo iz ponarejene leopardje kože. A vidiš, da v bistvu ni hotel za nalaž unga zajčka ubiti? Ne, sigurno, Seveda ne, se nikoli ni bil, verjamem, nikoli motivi niso bili nikoli grozni, ne. Mislim, tle je treba for the record povedati, da Artur je good guy v resnici, ne. Tle, Ja, veš, seveda je bil res nesretni slučaj, tokrat, da ga je še v ta zadnje ubal, ampak glej, nimaš kaj, ne, veš. Ja, pa ja. Se zgodi, ne. Ja, no, in pol prlaufa okrog fogla in pred seboj zagleda svetlobo, ampak niso bile utripajoče luči, bil je dan. Rešil se je. Ja, Ali ne pa vemo, ne. zaenkrat je Ali sam pa dan. ne vemo. Ali pa lahko Ampak tudi ne, svetlobi. zdaj pa čas za pečino obešalnik. Če se je rešil, bomo zvedeli še ne v naslednji epizodi. Ja, malo bomo še na trnih. Dobro, pa dajmo končati. Sledite nam na družabnih obrežjih, posod smo afna, opravičujemo se. Če ste mladi, smo tudi na TikToku, če ste pa res stari ali pa stari kot mi, Res smo pa stari. tudi na Facebooku. Hvala, ker ste bili z nami v katedrali sovraštva. Najlepša hvala za podporo, poslušalsko, moralno in finančno. Brez vas ni nas. Ostanite hupi še naprej. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Ali si v redu? Aljo, si v redu? Jaz se zadržujem, malo hiter povedal, da začnem pol kažljati v pičku materna. Ti vlečeš jebote. Čeprav Ne, jaz res sem je se bil epski outro zdaj, le. Sam za Lepo, poslušalke, lepo, poslušalci, res lepo, ampak. če bi videli zdaj, ali je to v facu, ne, Fuck, ej. jaz sem Jaz komi sem se- zadržal smeh, sem oba dva gledal, ziči snotr pade, ali pa skoraj za Sorry, dušo Aljo. bogi. Jaz ne vem, zdaj ti mi povej, koliko se to sliši, kaj je. Zdaj se te bom zrezal. Sej, Itak. drug, Ja, se drug ti kanal, mene veš. porežeš ven. Ja, Ja, pa je v valjda, redu. itak te porežem. Okay, jaz sem še malce poškilil, pa sem te slišal, pa sem rekel, radi gledaj, kaj bom. Ne, Dobro, sem, dobro. ta je bilo pa prav za videti. Vedno, Pa prvič, da nimamo videa. Res. Pa prav vajeno, tako kot je zdaj videl, še ena stran, ena druga stran, vrhunsko je bilo, prav zrežirana fora.